Sem Rudi Bučar, poslušate oddajo Radioaktivno. No bella che bella Teresina, no che bella Teresina, che in cucina non la c'è, che la va di pian, 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 che la va di pian. Teresina 1 je bila slišana skladba Rudija Bučarja z albuma Cambiale so čase. Rudi pa je z mano v oddaji Radioaktivno. Rudi, zdravo. Pozdravljeni. Nekaj časa že minilo, odkar sva se srečala in predstavljala tvoj izdelek 2017, mislim, da je bilo, če se ne motim. Ja, tako novembra 2017 je šel Sentiment, tako da sem si pravzaprav zadal, da v letošnjem letu bi bilo prav, da izdam že naslednjega. Ne? Zdaj, kljub situaciji nas ni ustavilo, sicer smo za določene skladbe uporabili različne vrste snemanja, ne? Ampak se je izkazalo kot dobro. Bo potem tudi leto 2021 obarvano z istrskimi napevi, ne samo 2020? Ja, dobro, vsekakor. Nekako pred leti sem začutil, da je to, da nesem Istro v svet, da je to postalo tudi moje neke vrste poslanstva, tako da Istro jemljem na vsaki plošči sabo, ne. Pač avtorstvo je osnova, medtem ko vzamem tudi par istrskih štorij zraven, oziroma celo napišem avtorsko kakšno skladbo v narečju. Album nosi naslov Cambiale so čase, ga prevedeš? Cambiale so čase, cambiamento je iz italijanščine pomeni sprememba, no, tako to pomeni spremenili so se časi, ne. Do tega naslova sem pravzaprav prišel relativno pozno, ne, ko sem nekako videl, da pravzaprav pišem to je istoimenski naslov namreč za album, ne, to sem želel povedati, da pravzaprav, ko sem zbiral naslov za album, da sem videl, da pravzaprav pišem o različnih časih, ne, in primerjavi, ne, med časi, tako da zdaj skupni imenovalec je bil čas, tako da sem rekel, mogoče bi bilo dobro, da so cambiali časi, pravi naslov. Opažaš, da se časi zelo spreminjajo? Ja, v zadnjih 25 letih ali mogoče še kakšno leto več z neko res hitrostjo, ne, in vedno večja je ta hitrost. Včasih nas malček omeji v tem smislu, da imamo toliko informacij v dlani, preveliko, ne, da se premalo posvečamo sebi in v bistvu premalo opažamo, koliko smo pravzaprav povezani z naravo. Ja, še dobro je, da vsej šrajamo po naše. Ja, vse po drugi strani pa ne vem, v tem obdobju imamo mogoče, je tako kot je, bom rekel večini ne paše, da je to tako, je pa po drugi strani priložnost mogoče, da mogoče razmislimo sami pri sebi, kaj pravzaprav želimo, ne, oziroma kaj smo si želeli kot otroci, ne, nismo nikoli realizirali, je to mogoče ta prilika. Če se podamo v Istro, potem se šraja v večjih jezikih, imam občutek. Ja, zanimivost Istre je ravno ta, da je, si pravim, trilingvistična, ne, se pravi, da je vpliv tako Italije, Slovenije kot Hrvaške, se pravi italijanska ištrijanščina, ne, slovenska ištrijanščina in hrvaška. Potem bi moral imeti za vsako svoj slovar ali je lahko enoten? Ja, pravzaprav, če se pogovarjamo med sabo, ne, in vsak govori recimo v svojem narečju, v svojem v smislu eno slovenskem in hrvaškem, istrskem narečju se razumemo, ne, ker je dosti skupnih besed, plus način in stil govora je zelo podoben, tako da tudi na enem izmed nacionalnih radiov je bila dosti let ena taka znana oddaja, kjer so jutranje oddaje namreč, no, kjer so zjutraj govorili in se sporazumevali iz različnih koncev Istre, vsak v svojem narečju, vsak svojim odtenkom narečeno, tako. Rudi, gremo z glasbo naprej. Za uvod sicer smo slišali Teresino 1, to je nekakšen uvod v album, samo vokalno. Ja, pravzaprav gre za napev, jaz pa si bom nekaj izmislil, bi bila v slovenski varianti, sicer jo nisem toliko poznal, prva je prišla do mene ta v istrski štoriji, že kot otroku so mi pač nonoti to prepevali in sem v bistvu ugotovil, da bi bila mogoče dobra kot intro, kot uvod v album. Tako sem v bistvu pripravil eno kitico kot uvod in drugo kitico kot outro oziroma kot izhod iz albuma, no, kot zaključek. Druga bo naslovna z tega albuma.
Kambijale so čase? Tako je. Gre za skladbo, gre za dialog med Nonotom in vnukom pravzaprav, ne. Nono vešč vseh teh in pozna vse te prijeme nove in Google in Facebooke in tako naprej. Ampak želi vnuku povedati, da je dobro vseeno ohraniti in poznati tudi naš jezik, se pravi, ali pa narečje, ali je to v katerem koli smislu. Na koncu pa mu v zadnji kitici, v tretji kitici pa mu vnuk pravzaprav odgovori dejansko, kakšni so časi, ne. Se pravi, da je cel svet je v eni kašeti, cel svet je v eni škatli pravzaprav, no. Bilo je gor, tanvane vase, sanonić je lamento, cambiale su čase, andan je u astobere španjoleto, poslal je vnuka, da bi jih kepo. Ma kaj to pomeni, ga Pupić vpraša, cigareti moj otrok, tako ja puvaša. Nanka Google beseda ne najde, brez telefonina se Pupić ne znajde. Naigra se več kart, ne padajo aše, ano še manj se šraja ponaša. Lahko pensaš vse, kar ti paše, mi bomo zmerom kantale po naše. Bilo je gor, tanvane vase, sanonić je lamento, cambiale su čase, vas ni več puvase, kor kompanija, ambut su puna blasa oštarija. Ma kaj to pomeni, ga Pupić vpraša, Facebook moj otrok, tako je puvaša. Tan ni sentimento, samo beseda, vse je zastonj, ko v oči se ne gleda. Ne igra se več kart, ne padajo aše, eno še manj se šraja ponaša. Lahko pensaš vse, kar ti paše, mi bomo zmerom kantale po naše. Bilo je gor, tanvane vase, je vnuk špjegununtje, kakšne su čase. Nonić, danas imaš vse na internete, danas cel svet je v eni kašete. Ne igra se več kart, ne padajo aše, eno še manj se šraja ponaša. Lahko pensaš vse, kar ti paše, mi bomo zmerom kantale po naše. Mi bomo zmerom pensale po naše. Kambijale so čase je bila slišana Rudija Bučarja z istoimenskega albuma. Rudi, ampak veš, da danes veliko nonov oziroma nonotov uporablja Facebook? Ja, definitivno. Tudi v tem času mislim, da se prav dosti, ne nazadnje že zaradi družbe, ker se ne smemo toliko družiti, oni verjetno toliko manj, ker so ogroženi. Tako da, mislim, normalno je, da so tudi oni v koraku s časom in tudi prav tako. Potem pa so še tu Instagrami in podobno, tako da že kdaj nas ti starejši prehitevajo. Imam občutek pri nekaterih, ki so zelo aktivni na družabnih omrežjih. Ja, mene so zagotovo že prehiteli, če so na Instagramu, so me že prehiteli. Ja, res, da sem te iskal, pa te ni najte. Ja, ne, pravzaprav, če to služi kot sredstvo za ne vem, za karkoli dobrega, je potem to okej. Ampak danes moraš biti vse posod tako pravijo, drugače te ni. Ja, zdaj lahko je to neka čisto populistična finta oziroma izjava, ne, ampak jaz mislim, da ni tako, ne. Marsikdo tudi pač je bil na teh, se je posluževal teh stvari in je videl, da pač mu to ne ustreza in niti mu ne rabi v njegovem življenjskem slogu in se je odločil, da se bo tega odmaknil, ne. Torej, časi se spreminjajo, ampak Rudi pa ostaja. Nikje sem prebral ta naslov.
Ja, jaz skušam pač delati tisto, kar mislim, da je prav in predvsem tisto, kar je lepo in dobro. Na nek način sem tako vzgojen, daleč od tega, da sem brezmadežen, ne, ker tudi to ni lih okej, ne, ker sicer se ne bi nič naučil skozi življenje, ampak imeti v bistvu eno pozitivno energijo in včasih dovolj kakšna beseda in stvari raztečejo tako, kot morajo. To pomeni, Rudi, da Istra ostaja tvoj glasbeni motiv? Istra ostaja eden izmed mojih glasbenih motivov, lahko rečemo tako. Kot sem prej povedal, Istra, vsaj kar po tem razmišljanju, ki ga imam sedaj, bo ostala z mano in me bo spremljala in jo bom vzel s seboj. Mislim, da je muzika, Josipa Lisac je enkrat rekla, da ali muzika postoji ili ne postoji, ne? Tako da jaz bom skušal, Istro vzeti sabo in jo tako glasbeno gojiti, čeprav se poslužujem različnih stilov, različnih zvrsti, muzika mi je nasplošno všeč, če je dobra, tako da bom počel eno in drugo, no. Dodaš pa seveda tudi nekaj svojih elementov, tako da ni samo tistega ljudskega pridiha. Na tej plošči je tudi slišati kar nekaj retro zvokov. Ja, retro zvoki nekako, ne vem zakaj, mogoče je tle vpliv nostalgije in plošč, ki sem jih poslušal včasih in od očeta in od strica in tako, ampak ta zvok mi je nekako pri srcu in mi žareva eno pozitivo. Zato se tudi fajn počutim, ne, kadar v bistvu naštimamo tak zvok. Rudi, se še vedno pogosto sprehajaš po zaledju in iščeš nove glasbene inspiracije, pa nove glasbene motive? V tem času pravzaprav ne. Mi v Izoli nimamo ne vem kakšnega zaledja, ne. Mislim, nekega je, ampak v nekem momentu sem prišel do zaključka, da bi bilo fajn napisati kakšno skladbo v narečju, ne, se pravi avtorsko, ne samo, da v bistvu se vzame tiste napeve, ki so nekoč bili. Na ta pristop sem dal v bistvu poudarek bolj pri prvih 2 ploščah. Pol pa sem začel pisati pravzaprav določene skladbe tudi v narečju, ne. Se mi zdi, da je fajn napisati tudi v tem času kakšno stvar, ne samo, da se predrugači en ljudski napev, ki je bil napisan mnogo let nazaj. Imaš potem kdaj dilemo narediti na novo ali pa prirediti? Ljudsko skladbo? Ja. Pravzaprav se tle niti več ne spuščam toliko v kaj, oziroma si delati neko filozofijo in strategijo iz tega, ne, ampak preprosto se prepustim, ne, in tisto, kar leti iz mene, pač prileti. Jasno ni nujno, da zmeraj tako, kot sem si želel, ampak če je stvar dobro narejena, potem je možnost jo nadgraditi. Če je stvar narejena tako nekje na pol in da se trudiš nekako pol za nažmaj to popravljati, pa se mi ne zdi jih najbolj pameten pristop, no. Za naslednjo ti bom dal izhodišče ali še pečeš kaj zgoščenke? Že dolgo nisem zapekel zgoščenke, ampak tudi že dolgo nisem dajal skladb na ključek, ne. Tako da, ja, danes itak je dosti možnosti, kjer lahko prisluhnemo novitetam, sploh pa stvarem, ki imajo že svojo patino. Že leta. Levisk pa tudi več ne rabimo švercati iz Trsta ali pa z Graca. Ja, mej v tistem smislu ni več, tako da plus tle, recimo v tej skladbi ravno otroci tistega časa, ker govorimo o tem švercanju. Zaključek je zmeraj ta, da smo švercali leviske iz Trsta, ne, ko na meji bila je dolga vrsta, ne. Zdaj pa vsi v ekrane bulimo in štrace si kupujemo, štrace obleke, ne. Tako da v bistvu danes je res dejansko vse, imamo pravzaprav veliko stvari že v dlani, se pravi v telefonu, ne. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bili smo otroci tistega časa, ko bili smo vsi enaki in ni bilo high klasa. Igrali smo čikliste in ščinke, dol iz Belvederja polagali smo vinke. Zdaj pa vsi v ekrane bulimo in soliterja klikamo. Bili smo otroci tistega časa, ko bili smo vsi enaki in ni bilo high klasa. Švercali smo leviske iz Trsta, ko na meji bila je dolga vrsta. Zdaj pa vsi v ekrane bulimo in štrace si kupujemo. La 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 la,
otroci tistega časa, ko bili smo vsi enaki in ni bilo high klasa. Šli smo v Arigoni v letni kino, na stare jugofilme in močno vino. Zdaj pa vsi v ekrane bulimo in filme si loadamo. Otroci tistega časa, ko bili smo vsi enaki in ni bilo high klasa. Snemali smo s plošče na kaseto, nosili smo štivale in srajco odpeto. Zdaj pa vsi v ekrane bulimo in zgoščenke pečemo in prehitro tečemo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, yeah. La 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 la. Rudi Bučar z mano vdaje radioaktivno Kambijale so čase, album, ki ga vrtiva. Rudi, to je tvoj 6. samostojni album, če se ne motim? Ja, enega sem še aranžiral za en vokalni sestav 7+, ki ga nekako tudi štejem za svojega. Albumi prihajajo, ja, različna obdobja so med njimi, ne, se pravi, ali so to 2 leti, ali so to 3, ali je to 5. Nekako skušam držati vsaj neko konstanto in biti nekako zbujen med tem, no, se pravi delati, ne, in recimo vsebin, v katerih lahko pišeš, jih je dosti, tako da v bistvu tudi glasbeno sem tašen navdušnjak, tako da rad primem, no, in kaj zagram in kaj novega ustvarim. In če pogledaš v leto 2004, ko je išel tvoj prvi solo album, pa to primerja s sedanjim delom, najdeš kakšne paralele? Ali danes se lotiš popolnoma drugače? Pravzaprav paralel je veliko, ne. Kot te nove stvari letijo iz mene, so tudi takrat letele in sem pustil, da letijo, ne. Tako da, kar se mi je zdelo dobrega, sem obdržal in se pravi zvokovno tudi zapisal. Kar se je mogoče spremenilo je v tem, da nisem več tako strog do sebe v smislu, da stvari morajo biti tako, ker tako je prav, ampak se ne nanašam več na to, kaj je prav v smislu samovzgoje, ne, ampak se preprosto prepustim in takrat. In sem gotovil, da ta način recimo ti dostikrat ti omogoča, da v bistvu dejansko pride ven tisto, kar ti je všeč, ne, se pravi, se ne bremzaš, se ne ustavljaš, ampak dejansko pride ven tisto, kar v celoti tisto, kar držiš v sebi. Te kdaj morda še vleče v leto 1999, pa da bi Zemlja zopet malce kričala? Veš, kam ciljam? Ja, zanimiva leta, ja. Ja, to je bila pravzaprav moja prva plošča, sicer ne moja, ampak od skupine Spirits, ko smo bili še težki rockerji in smo kričali in žgali in tako naprej. Jaz mislim, da nosim to še zmeraj v sebi, kljub temu, da imam na sebi akustično kitaro, ne. Dosti prijateljev mi govori, ma veš, Rudi, že ker, ne vem, ti lahko igraš to akustično kitaro, ampak se mi zdi, da ko jo igraš prvi način, kot da bi držal še zmeraj električno v roki, ne. Tako da tudi tle je dosti usporednic še z letom 1999, ne, tako da tudi poslušam tu pa tam tako muziko, grunge mi je všeč, no, in po moje bo tudi ostal mi všeč. V teh letih zdaj bolj šparaš, pa si manj priklopljen na elektriko? Ma niti ne, v bistvu, ko je treba kaj bolj glasno zarjoveti, ker zarjovem. Tako je prav, da se sliši. Tako, ja. Greva ponovno na album, naslednja bo
Kakšni so takšni? Ja, kakšni so takšni? To je bil eden izmed 2 singlov, ki sta išla pred korono, pravzaprav, se pravi v prejšnjem letu. Kakšni so takšni šel novembra lansko leto. Gre pravzaprav res za, govori o tem, da se mi nenehno spreminjamo, no, ko smo prej govorili, recimo tudi, ko nenehno leti čas naprej in tako naprej, ampak svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri, ne, kot sem tle v referenu povedal in jaz mislim, da je dejansko tako. Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejijo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni pa še raje blefirajo. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Kakšni so takšni, ki besedo svojo dajo, tovariško molčijo in nikogar ne izdajo. Kakšni so takšni, ki v svet bi razprodali, kakšni bi ga svojim srcem varovali. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Kakšni so takšni, ki verjamele, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni, ki gremo v oštarijo. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Kakšni so takšni, nam poje oziroma nam je pel Rudi Bučar z albuma Cambiale so čase. Album je šel leta 2020, na njem imaš 9 pesmi. Čeprav sta prva in zadnja intro in outro, jih lahko štejemo kot lastne kompozicije? Ja, seveda, lahko, ne. Zdaj se sicer tle, kar se tiče števila skladb na plošči, ne, sem se tudi s tem, moram povedati, ukvarjal, ne. Ali narediti še enega, ali ga umestiti kakšnega starejšega, tako zato, da bo 10, ali pa dati še enega, še 2, da bo 11. Na kar sem prišel do zaključka, da pravzaprav je dobro pustiti in se ustaviti tam, kjer misliš, da je izdelek končan, ne, kjer si prepričan, da je izdelek končan, ne glede na to, koliko skladb je, ne. Zadnjič mi je rekel dobro en prijatelj, ne, da dobri slikarji so tisti slikarji, ki vejo, kdaj morajo končati sliko, ne. Ja, tudi glasbeniki bi kdaj pa kdaj morali nekateri končati. Ja, dobro,
Ne nazadnje smo pravzaprav vsi glasbeniki, samo odvisno, kako muziko sprejemamo in kako jo sproduciramo. Drugače pa, Rudi, si na albumu predvsem se soočil s preteklostjo, kar kažejo nenazadnje besedila oziroma na to namigujejo. Ja, čeprav na nek način govorim o nostalgiji, govorim tudi o teh časih, ki imajo marsikaj dobrega. Nenazadnje sva se sporazumela preko mobilnega telefona, ki je to neka sodobna štorija. Nostalgiji dam jasno lepo noto, ker je že sama po sebi lepa, ampak ne želim v bistvu preveč nekako dajati težo na nostalgijo, ampak sem jo nekako uprizoril kot neko primerjavo z današnjim časom. Pomeni, da lahko vlečemo iz preteklosti tudi kaj koristnega za današnji svet. Iz preteklosti absolutno lahko vlečemo marsikaj koristnega. Lih eno zanimivo knjigo berem, v kateri recimo avtorica pravi, da je zgodovina, bom rekel, bolj ko je odmaknjena, bolj ko je oddaljena, bolj je idealna, bolj idealistična. Tako da v bistvu tle jasno lahko govorimo prej o lepšem kot o tistem, kar dejansko doživljamo, ker pač tle imamo konstantno informacije take in drugačne, ki nam mešajo mnenje o sedanjosti. Veš pa tudi marsikatero zadevo obrniti potem na humorni način. Ne, definitivno, vse to je potem, bom rekel, na nas nekako te stvari obrnemo in oziroma na katero stvar bomo dali težo. Jaz mislim, da ni problem se razjeziti in tudi ni problem se razveseliti. Ko sem poslušal tvoj album, moram priznati, da bi pri nekaterih besedilih kar potreboval slovar. Glede narečja? Tako. Ja, vse to je recimo ravno tisto zanimivo. Ko sem zaštekal, da je to en del tudi mojega poslanstva, se pravi ponesti Istro v svet, sem ugotovil, da pravzaprav ne nazadnje skambijale so časi, se pravi s tem naslovom najnovejšega albuma, sem skušal pritegniti pozornost, bom rekel, posameznikov ravno v tem, da me vprašam, kaj pomeni kambijale. Že ko me nekdo vpraša, recimo, kaj pomeni kambijale, pomeni, da izkazuje zainteresiranost, interes, da bi rad zvedel, kaj to pomeni. Se pravi, če sem tle z eno besedo nekako pričaral zanimanje, oziroma vzpodbudil zanimanje, mislim, da že nekaj naredil. Greva z glasbo naprej, naslednja bo Čista. Ja, tudi pri tej skladbi, mogoče kot zanimivost, prvotno je bila že posneta za širši sestav, na kar se je izkazalo, da so se takrat energije oziroma se niso ravno poklople. Bilo je tako malo čudno obdobje, februarsko. Pol sem nekako pustil to skladbo v predalu in sem se posvetil ostalim, ki so na albumu, na kar sem nazadnje, ko sem vse skladbe nekako pripravil za tisk, sem se spet vrnil k tej in sem rekel, da bi rad dal še eno možnost, ker sem nekako začutil, da ta skladba nekaj ima v sebi. In sem naredil še v bistvu veliko bolj intimnejši aranžma, se pravi samo vokal in klavir. Na klavirju pri tej skladbi je izjemni Anže Vrabec in zveni tako. Bila je polna luna, bil je svetu njen obroč, ti mehko si objela me, peljala daleč proč. Božala, telo si moje dihala za vrat, bil sem malo zmeden, ker s teboj sem prvikrat. Z golimi nogami si ovila me in zapeljala v najnori ples. V hiši so sosedi pogasili vse luči, budna sva ostala le jaz in ti. Spila sva še en kvartin, topleje je bilo, objeta sva, ljubila se močno. Sanjala
sva sanjala in sanjala na glas, tvoja nežna duša ustavila je najin čas. Taki so občutki, ko zelen si in mlad, telo v strasti zadrhti, so misli brez skrbi. Božajo spomini me, ko gledam te, čas je, da povem, moja, ljubim te. Hiši so sosedi pogasili vse luči, budna sva ostala le jaz in ti. Naj spije vaše en kvart in topleje nama bo. Poljubi me, objemi me močno. Ni me strah, ker nama je lepo. Rudi Bučar z mano v oddaji Radioaktivno. Rudi, če še pogledamo naslovnico tvojega albuma, vidimo nonota in vnuka oziroma vnučko, ki sta zamenjala vloge. Ja, se tle v bistvu lih na tej plošči je prikazano, recimo, ko je nono v teh prav v starih oblekah, ne, se pravi prav v tistih starih, da moraš skoraj delavskih običajih, ki ima v rokah iPad, ne, medtem ko vnučka pa ima motiko, ne, v rokah. Tako da zanimivo je recimo prav to, ta kontakt z očmi, recimo, ne, med nonotom in vnučko, ne, in nasmeh na obrazu, ne. Tako da tle smo želeli, no, pravzaprav poudariti ta cambialis včasih, ne. Tukaj je odlično delo opravil Bojan Ceglar, ki nenazadnje izdeluje vse albume, oziroma je oblikoval vse albume doslej moje. Glede na sedanje stanje bi lahko, oziroma bi to vlogo morali počasi zamenjati, če želimo preživeti. Ja, jaz mislim, da je point, da se malček res obrnemo in ustavimo in pogledamo, ne, na zadnjo okoli sebe, ne, ker imamo ena lepota, v bistvu, ki nas obdaja in ne gre za to, da bi jo izkoristili, ne, ampak gre za to, da bi sobivali, ne, in da bi dejansko jemali tisto, kar nam narava ponuja, ne, da bi v bistvu pravzaprav uničevali z različnimi sredstvi, ne vem, čemu sem. Rudi, že gojiš kvadratne fige? Tudi kvadratno figo nosim s sabo, ja, to je nekako, ta kvadratna figa je nastala z albumom Cambiament, se pravi z mojim drugim samostojnim albumom. Ideja je bila od Danijela Novakoviča in se mi je zdela tako dobro, da sem to figo vzel potem na vsako ploščo. In tudi na zadnji plošči je ta figa, na kateri sedi nono. Naslednja bo aktualni singl z albuma Dolgo nisva pila skupaj s Hamom. Ja, skladba Dolgo nisva pila ima tudi eno tako posebno mesto. Jaz mislim, da je posebno mesto dobila tudi v tej situaciji, v kateri živimo zdaj, zato se mi zdelo primerno, da jo umestim na ploščo. Želel sem jim dati malo v aranžmajskem smislu malček širine, se pravi, naredil sem aranžma za širšo zasedbo in ji dal naslov pač Dolgo nisva pila 2020. Tle je recimo z razliko od originala, se pravi ne samo v aranžmaju, je tle, da sva si obrnila na nek način vloge v štartu, tako da jaz začnem in pol se mi bradati Šentvičan pridruži. Ciao amico, leta su passala, dugo cajta je vre, odkar sva zakantala. Grajo leta, žena in makineta, cajt je vre, da se izprazne bokaleta. Caro amico, vre, dugo nismo pile, no malo me je strah, da se bomo pozabile. Več prijatelj, dolgo nisva pila, dolgo nisva se dobila.
Ma grejo leta, žene so dekleta, čas je, da spet stečeva s planeta, ker prijatu dolgo nisva bila. In bojim se, da bova pozabila, da se flaše spraznejo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. Veš, prijatu, dolgo nisva pila. Ej, prijatu, to so sam pravila, ne bo šel svet v cvet, če bova malo pila. Grajo leta, žene in makineta, cajt je vreda se izprazne boka leta. Ker prijatu, dolgo nisva pila. In bojim se, da bova pozabila, da se flaše spraznejo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. Veš, prijatu, dolgo nisva pila. Rudi Bučar z mano v oddaji Radioaktivno, Kambjale so čase, album, ki ga danes vrtiva. Rudi, album je že med poslušalci nekaj časa, na odrih je danes tako rekoč nemogoče stati. Ja, zaenkrat ja, čeprav se nekako trudimo z raznimi streamingi, koncertov in tako naprej, ampak jaz mislim, da to nikakor ne more nadomestiti koncerta v živo. Ne? Se pravi, ker je direkten stik s publiko, ker ne na zadnji koncert nikoli ni bil samo izvajalec, ampak bi pač vsaj polovico prispevala tudi publika, če ne več. Ni isti feeling sedeti v dnevni sobi in igrati, ne veš komu, kot pa publiki nekje, ki jo vidiš. Ne, definitivno, ja, se gre v bistvu gre ne na zadnje za biti v istem prostoru, ne, se pravi biti, tam se lahko ustvari neka sinergija, ne, se pravi, kot izvajalec želiš nekaj ponuditi ljudem in jim nekako narediti nek dober občutek in publika to vrača, ne, in se pravi, to prihaja pol na oder in spet z odra in spet na oder in tako naprej, eno tašno kroženje, ki ga noben streaming ne more nadomestiti, ne, je pa streaming zdaj neka oblika v bistvu, da nekako tlimo, ne, vsaj tlimo, da nismo še prav usahnili. No. Čeprav mi je že kar nekaj glasbenikov reklo, da več ne morejo gledati teh pravokotnikov in kvadratov iz različnih kopalnic, dnevnih sob in podobnega. Ja, sej to v bistvu spada vseh temu, ne. Tudi to ne more biti nekaj dolgoročnega, zaradi tega, ker ne nazadnje lahko, bom rekel, vsak, ne, posnetki, ki ostajajo recimo na netu, ostajajo na netu, ne, in si jih lahko pač vsak pogleda kadarkoli, ne. Pri koncertu ni tako, ne, ker koncert pričakuješ, komaj čakaš, da bo šel, da boš videl, kako bo, ali se bo zgodilo kaj drugačnega, kaj, recimo, pri meni je ravno to čar, ne, da imam na srečo tudi tako zasedbo oziroma zasedbe, kjer so v živo skladbe vedno nekoliko drugače, ne, zaigrane in odpete, in zmeraj nek drugačen moment, ne. Zdaj, če pač, ne vem, če izdajamo oziroma če puščamo te naše koncerte preko streaminga se pravi na internetu, kjer lahko jih vsak gleda, ne, je to, kot da bi, ne vem, izdajali DVD vsak teden, ne. Rudi, za nadaljevanje pa obuj plesne čeveljce, kajti odpravil se boš plesat.
Kako ti gre? Ja, moram reči, da nisem prav, ne gre mi prav slabo, ne, nisem pa specialist. Mi pa z leti v bistvu je ples vedno bolj všeč, vse vrste plesa, ne, še najbolj bom rekel tisti bolj izrazni. Ne. V bistvu za skladbo plešem sem imel idejo, prišel je en gospod ob 8 zjutraj na Kapučin, seveda, ko ni bilo še korone, in je priplesal pravzaprav vnotri v ošterijo, je naročil kavo, medtem je plesal. Je spil kavo, še vedno je plesal, je plačal kavo, še zmeraj je plesal in nato je odplesal ven iz lokala. Ne? To je pač nek posebnež, mislim posebnež, ker se je relativno tudi kaj je posebnež, tudi jaz imam verjetno kakšne svoje fleše, ampak nekako se mi je zdel zanimiv lik, ne? In sem se dal v njegovo glavo, kako on preživlja vsak dan, neko idejo sem si naredil iz tega. In pol sem napisal to štorijo, pravzaprav, kako preživlja on ta vsak dan in kako gleda na svet. Ne? Na koncu zaključi: lepo na svetu tam je, kjer sistema ne živim, tu in tam težko mi je, a malo potrpim. Skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči, utrujen in razsut sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo, z nosu mi ven curlja, s pazduhe po kislem daje joj, kako vinjajn. Plešem vsaki dan, kaj spijem in zapojem, tudi če sem čisto sam. Plešem vsaki dan, še luna pot mi sveti, spet je tisti nori dan. Sem se zjutraj ful mudi, za 6 delajo, šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, jim raste kapital, ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal. Lepo na svetu tam je, ker sistema ne živim, tu in tam težko mi je, a malo potrpim. In plešem vsaki dan, kaj spijem in zapojem, tudi če sem čisto sam. Plešem vsaki dan, še luna pot mi sveti, spet je tisti nori dan. Lepo na svetu tem je, ker sistema ne živim, tu in tam težko mi je, a malo potrpim. In plešem vsaki dan, kaj spijem in zapojem, tudi če sem čisto sam. Plešem vsaki dan, še luna pot mi sveti, spet je tisti nori dan. Plešem vsaki dan, kaj spijem in zapojem, tudi če sem čisto sam. Plešem vsaki dan, še luna pot mi sveti, spet je tisti nori dan. Z Rudijem Bučarjem smo plesali v skladbi Plešem z albuma Kambijale so čase. Kako so se poslušalci odzvali na novi izdelek? Moram reči, da sem kar presenečen, ne? Čeprav zveni lahko to klišejsko, ampak ne vem, nekako kar dobim in kar mi sporočajo, vsaj tisto, kar se album prodaja preko spletnih kanalov, sem prav presenečen, no, v glavnem, in sem zelo vesel, da je tako. Čeprav v bistvu pretežno prodajamo plošče na koncertih, ne, ampak teh zdaj nažalost ni in so te spletni kanali edina možnost, da lahko prodajamo svoj izdelek. Kritike albuma so prav tako dobre, kot je Brate, kot sem zasledil na spletu. Ja, kar v redu, kritike so, ja. Moram reči, da sem tudi jaz sam zelo zadovoljen s to ploščo. Mogoče tudi to odraz tega, mogoče sem v določenih stvareh, bo rekel, dozorel, čeprav sem že plus 40, ne. Ampak pravijo, da kantavtorji
nekako postajajo kantavtori od 40. naprej, ne? Če so bili prej rockerji. Dobro, tle nikoli ne moremo vzeti za merilo Boba Dylana, ne? Ker on je pač Bob Dylan. Ja, pomlajšati pa se tudi ne moremo. Ne, definitivno, ampak recimo, če gledamo čisto pri nas, ne, se pravi, ne vem, prvo Martin Krpan, pol Kreslin kantavtorstvo, ne, pa Lačni Franc in pri določenih letih Predin kantavtorstvo. Pankrti, Sokoli, ne vem kaj še vse, Lovšin kantavtorstvo, ne, in tako naprej. Se mi zdi, da je en tašen proces, ne, oziroma tako ena taka formula zgleda, da je. Potem bi lahko rekli Spirits in Rudi Bučar kantautor. Ja, vmes še kakšni izleti, ampak nekako pristal sem na tem kantautorskem štosu, ki ima pač različne primesi, različnih zvrsti. Več o tebi najdemo tudi na Facebook profilu, na katerem si aktiven. Ja, pravzaprav nimam lih vzornega Facebook profila, ne, ker že sam nisem toliko veš teh stvari. Objavljam stvari, ki so kakšne novitete, kakšne stvari, ki so nove single, kakšne linke, dostope do kakšnih koncertov, plošče in tako naprej. Predzadnja, ki jo bova spustila, bo Aizola Vojo Andar, če sem prav prebral. Ja, to gre pravzaprav za en ljudski napev, en star ljudski napev. No. Pri nas, kot se jaz spomnim, oziroma kot so mi pripovedovali moji starši, gre za pesem, ki je nastala po vojni, ampak nima tle s politiko v bistvu kaj dosti. Ampak gre za, oziroma ima, če pogledamo osnovo, ne, v osnovi je tle, se poje Amerika, 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 voljo andar, ne, s tem, da so pač Ištrijani potem to naredili po svoje in so nekako uporabili, so spremenili tekst in so v refrenu peli Aizola, Aizola, voljo andar, ne. Se pravi, v osnovi verjetno gre za politično, ne, medtem ko ta različica, ki je bila narejena v Istri, se pravi po vojni, je pa bolj, bom rekel, bolj take ljudske narave, no. Še noben od glasbenikov v Izoli jo ni zapisal zvokovno, tako da se mi zdelo fajn, da nekako se jo obudi in da gre, bom rekel, da je prišla spet v nek sodoben čas, kjer bo pač dobila svojo trajnost, ne. Aizola, Izola, Izola, Aizola, Izola, Izola, Aizola, Izola, Izola, Aizola, voglio andar. Magari col carro de zingari, magari col carro de zingari, magari col carro de zingari, a Isola voglio andare.
Rudi, za konec tega pogovora, 5 singlov z albuma Cambiale so čase si že izdal, lahko pričakujemo še katero od 2 skladb oziroma 4 kot singl? Ja, pravzaprav razmišljam še o Čisti, to je bil tudi povod iz različnih radijev. Bomo verjetno ga izdali v mesecu marcu prihodnje leto. Ob tem že imaš kaj novega, kaj pripravljenega? V predalih? Pravzaprav, kar se tiče pisanja, imam par stvari, ampak zaenkrat sem se posvetil, najbrž bo v prihodnjem letu ugledala luč tudi dvojna vinilka, se pravi dvojna plošča Trio v živo, in celo pobudo sem dobil, če bi naredil tašno eno pesmarco. In tako da zdaj sem nekako energije usmerjam v to, ne preveč močno, jasno, še vedno primerne primorskemu zraku, ne? Ampak mislim, da bo en lep izdelek tudi, da bosta oba lepa izdelka. Primorski zrak vedno deluje bolj na easy. Ja, kot vzameš, ampak recimo ima svoje točke, kjer se lahko umiriš malo, oziroma to imamo verjetno malo v DNK-ju. Pomeni, da se boš potem tudi počasi iz gospodinca in učitelja nazaj prelevil glasbenika. Ja, ali pa bom recimo zdaj, ko najbolj zanimivo je to, da naj bi se v tem času umirili, ne, iz različnih razlogov, ne, ampak sem ugotovil, da kot gospodinja in pedagoška delavka in vse ostalo, kar je zraven, tega časa ni ravno veliko, ne, tako da po mojem, ko bojo te časi minili, bom postal mogoče bom spet doživel ta primorski feeling. In zopet bo kitara trpela. Tako je. Še eno bova zavrtela za konec tega pogovora. Če smo s Teresino 1 pričela, bova s Teresino 2 zaključila? Ja, pravzaprav gre za outro od plošče. Zdelo se mi je smiselno povezati tako v bistvu začetek kot konec plošče. Zato sem v bistvu skladbo Terezina razdelil na 2 kitici. Prvo sem dal kot intro in drugo kot outro. Skladba sedaj prihaja tudi v naš eter. Rudi, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno tudi v letu 2021. No ja, vedno mi je v veselje biti v vaši družbi. Lepo zdrav vsem poslušalcem Radio Prlek in kot sem že, mislim, da v prejšnjem intervjuju povedal, naj vas čim manj zebe v noge. Che la vadi pian pian pian, che la vadi pian. Čau, sem Rudi Bučar, trenutno poslušate oddajo Radioaktivno.